Clio RS je bil tako hud, da kar težko verjamem, da ta ne bi bil. In dejansko je novi RS med vsemi tekmeci edini s 5 vrati, kar je po svoje tržna niša. Evo, fanti, lahko boljšim polovicam rečete, da je tole pravi družinski avto. Sedež gre enostavno noter. In še v nečem je Clio RS drugačen od tekmecev, ker je edini s samodejnim menjalnikom in potem tema dvema ročicama, če hočete malce sami predstavljati. Jaz sem malo poseben, ker jaz bi imel raje ročni menjalnik, se mi zdi, da mi tretjino užitka v takšnem majhnem športniku pobere dejstvo, da ne moram sam predstavljati. Gremo probat. In najbrž sem res poseben, ker mi tudi turbomotori niso všeč in mi je bil ravno zaradi tega prejšnji Clio RS fantastičen. Pravi kričač, če hočete športen avtomobil, ne bo ta pač športen. Tudi če je treba za spodobne zmogljivosti malce več delati, če avtomobil ni udoben in tako naprej, zato pa je športnik. Ampak takšnih nas je bolj malo. Večina kupcev hoče avtomobil, ki ni surov in ki ga ni treba vrteti, da se nekam premakne. In zato je odločitev Renaulta v bistvu logična. Namesto 5 posebnežev bodo s takšnim avtomobilom verjetno prepričali 30 kupcev. Finančno se splača. Prejšnji RS je bil bolj surov, je pa ta hitrejši. Saj zdi se mi tako. Recimo pri 2000 vrtljajih v tretji prestavi, ko pohodim plin, že fino potegne, ko prejšnji ni. To pa dela turbina in dodaten navor. Zato bo ta avtomobil všeč vsem tistim, ki ste malce leni, pa bi vseeno radi videli, da avtomobil potegne. Tudi za podvozje ne bom rekel, da je tako trdo, kot je bilo pri prejšnjem, ampak to ne pomeni, da se avtomobil pelje slabše. Dejansko se mi zdi, da so podvozje samo izboljšali, da ni tako trdo in poskakujoče, avtomobil se pa pelje še vseeno noro. Sredi zavoja samo popustite plin in zadek tako lepo zdrsne ven, kontrolirano, ne preveč. Super. Ta Clio ima gumb RS, pri katerem lahko potem vključim posebno Renault Sport funkcijo, ko vse skupaj postane bolj drzno, stopalka bolj občutljiva, menjalnik prestavlja nekoliko hitreje, iz izpuha se malenkost bolj dere, mi je pa ta funkcija še najbolj všeč zaradi tega, ker pri vsakem prestavljanju navzgor iz izpuha prav fino poči. V bistvu ne dvomim, da se opazi, da mi je avtomobil všeč, so pa tudi slabe strani. Vsaj ena, menjalnik. Ne samo zato, ker je samodejni in bi raje imel ročnega, ampak zato, ker prestavlja povprečno hitro oziroma prepočasi za RS-a. Navzgor še nekako gre, ker lahko sam lepo določam, kdaj točno hočem, navzdol pa ne. Evo, recimo 5., 4., daj no, 3. So pa nameščene fiksno, kar je dobro zaradi tega, ker ves čas vem, kje so, in slabo zaradi tega, ko takole obrnem volan, se moram do njih stegniti. Za moje krajše prste so tudi malce preveč oddaljene od volana. Nisem ravno za košarko. Še tole vam pokažem, zakaj je po podatkih od 0 do 100 Clio med vsemi tekmeci najhitrejši, ker ima launch control. Pritisneš obe tipki, leva noga na zavoro, desna na plin, vrtljaji se naberejo in gremo. Če je boljši od Fieste, težko rečem. Vsekakor se mi zdi, da je med njima zaradi vrat in menjalnika dovolj razlik, da boste kupci že izbrali svojega favorita. V nobenem primeru pa z nakupom ne boste zgrešili, ker tole je v tem trenutku najboljši nakup med malimi športniki. Za prave hardcore voznike je pa še vedno prejšnji Clio RS.